na takem dogodku. V enem letu, ko smo začeli zbliževati položaj in stališča Univerze v Ljubljani Univerzitetnega kliničnega centra, mislim, da smo naredili ogromne premike. Univerzitetni klinični center ima v imenu univerzitetni, a dejansko v samostojni Sloveniji nikoli nismo bili formalno povezani in zato mislim, da je to, se upam reči, kar zgodovinski trenutek, da podpisujemo sporazum o pridruženem članstvu. V tem letu, ko smo začeli s njej sodelovati, smo se ogledali tudi nekatere primere sodelovanja v tujini. Povsod po Evropi so univerzitetne bolnice del univerz, so to različni modeli in tako da bomo še nadaljevali pogovore o tem, kako to povezovanje še okrepiti. In zdaj pa bo ta podpis sporazuma omogočil, da bomo formalizirali in začeli tesneje sodelovati, kot je že omenila kolegica, pri izobraževanju. Naši kadri so že zdaj smo prepleteni, velika večina učiteljev kliničnih predmetov je zaposlenih na obeh inštitucijah. Vse te stvari bo to olajšalo z namenom, da bodo naši študenti dobili še boljšo, še bolj vrhunsko izobrazbo. Povečalo se bo sodelovanje na raziskovalnem delu, ki bo vodilo v nove prebojne metode zdravljenja za naše bolnike in bolnice. In s tem mislim, da lahko rečemo vzpostavljamo in tudi kažemo javnosti, da je slovenska medicina vrhunska in da se bomo vsi, ki smo to udeleženi, trudili, da bo takšna tudi ostala. Ostala pa ne bo vrhunska brez tega, da bomo razvijali razvojno oziroma vrhunsko medicino v povezovanju med najpomembnejšimi inštitucijami na tem področju. Seveda pa sporazum ne zajema le sodelovanje med medicinsko fakulteto in univerzitetnim kliničnim centrom. Sporazum zajema tudi sodelovanje z drugimi fakultetami. Najprej seveda tu zdravstvena fakulteta z svojim študijem zdravstvene nege in drugimi poklici, kot so fizioterapija, radiološko inženirstvo, pa tudi druge, kot je fakulteta za farmacijo, biotehniška fakulteta, fakulteta za veterinarstvo, kemijska fakulteta in pa ne nazadnje vem, da poteka intenzivno sodelovanje, morda se bodo začudili, ampak poteka tudi med fakulteto za elektrotehniko in kliničnim centrom in medicinsko fakulteto tudi pri razvoju novih metod zdravljenja. Tako da verjamem, da je ta sporazum resnično začetek nečesa velikega, da se bo v prihodnjih letih pokazalo, kako pomembno je, da smo se tako približali in začeli formalno povezovati. Hvala lepa. Spoštovani profesor, rektor, iskrena zahvala v imenu UKC, da smo danes lahko tukaj skupaj smo šli čez preko nekaterih ovir z iskrenim odnosom, transparentnim delovanjem. Smo pokazali, da lahko premostimo vsakršno oviro in lahko delamo v dobro do družbe naprej. Univerza je tisti del družbe, ki je vedno kazal pravo smer v družbi in da se danes Univerzitetni klinični center lahko priključi univerzi. Torej, tistemu delu sebe, ki ga je ves čas nosil, da je univerzitetni, da se priključi družini, kamor je v bistvu neformalno ves čas spadal, je za nas prvo velika čast. Drugo pa tudi zaveza, da bomo v tej smeri skupaj lahko iskali sinergije za naprej. Skupaj smo obiskali tujine, povsod so težave zelo podobne, soočajo se s pomanjkanjem kadra, s velikimi izzivi, vendar tudi povsod je prepletenost pedagoškega, raziskovalnega in kliničnega dela tisto, ki zagotavlja, da lahko neka vrhunska, tako klinična kot raziskovalna ustanova prosperira. In prav to je smer, ki jo danes izkazujemo, da tako univerza kot klinični center javnosti pokažeta, da samo z vlaganjem v znanost, v razvoj, v šolstvo in tudi delati na način, ki je transparenten, s polno integriteto, lahko to družbo popelje naprej. Še enkrat se vam zahvaljujem za to priložnost. Mi to priložnost jemljemo izrazito resno in upam, da bomo močen član, pridružen član univerze in da bomo skupaj lahko dosegli še veliko več, kot si verjetno tudi zdaj lahko predstavljamo. Hvala. Pred podpisom pogodbe pa besedo vabim še profesorja dr. Petera Švaba, dekana Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Hvala lepa. Brez tesnega sodelovanja
univerze in njenih fakultet in vrhunskih zdravstvenih ustanov napredka zdravstva in medicine. To sodelovanje je vedno zelo zahtevno, pomembno, zaradi tega, ker vsi zasledujemo isti cilj, smo pa drugače organizirani. Modeli sodelovanja v svetu so zelo različni, pogledali smo si jih v tujini in ideja o pridruženem članstvu Univerzitetnega kliničnega centra je za, po našem prepričanju, za slovenske razmere najboljša. Seveda je to krovni sporazum, ki bo omogočal nadaljnje sodelovanje. Prepričan pa sem, da bomo tako na medicinski fakulteti in ostalih članicah kot v kliničnem centru na tem zelo dobro delali in da bo to omogočilo nadaljnji razvoj konkretnih projektov, konkretnega sodelovanja v dobrobit končno naših pacientov.